Po koncu srečanja na stadionu Rajka Štolfe je z menoj naš trener Dušan Kosič. Dušan, visoka zmaga, 4-0 je tisto, kar ste si zagotovo želeli pred tem obračunom. Zmaga brez prejetega zadetka in 3 točke za zaključek prvega dela prvenstva. Upali smo na tak razplet, dobro smo se pripravili na nasprotnika, danes nam je marsikaj uspevalo, bili smo disciplinirani, učinkoviti v napadu in zasluženo zmagali. Dušan, zadnji krog, zadnji obračun v jesenskem delu prvenstva. Če nekako oceniva tale prvi del, 20 srečanj, 9 zmag, 7 remijev in 4 porazi. Smo med tistimi, ki so dosegli največ zadetkov, med tistimi, ki so jih prejeli najmanj in imamo 34 točk, ostajamo v boju za Evropo. To je verjetno tisto, kar smo si želeli v tem prvem delu prvenstva. Smo zadovoljni s prvo polovico oziroma z 2 krogoma več? Smo zadovoljni, delali smo predano, delali smo veliko, fantje so tudi v tem zadnjem kolu pokazali tisto, kar nam je mogoče včasih manjkalo, tista pika na i. Sezona, kar se tiče 20 kol, je bila uspešna. Seveda si želimo biti še bolj uspešni, želimo vsako tekmo nekako zmagati, vedno nam ne uspe, ampak tudi današnja tekma je pokazala, da tukaj obstaja kvaliteta, da so fantje predani svojemu klubu in da ko se nam tudi neke stvari, nek nogometni moment poklopi, da smo lahko zelo neugodna ekipa za vsakega. Dušan, visoka točkovna bera, pa kljub temu ne gre prezreti dejstva, da ste najprej ostal brez Nina Pungarška zaradi poškodbe, pa potem Denija Štrausa, Jakoba Novaka, da ste bil pravzaprav prisiljen vsak krog sestavljati začetno enajsterico brez nogometašev, poškodovanih, kaznovanih in, kot sem že omenil, kljub temu izjemno visoka točkovna bera. Ja, danes mogoče lahko to omenim, ker nismo imeli prakso, da bi prav veliko jokali zaradi igralcev, ki so bili pomembni v naši ekipi, pa ki so doživeli v bistvu hude poškodbe in so odsotni, govorimo o 4 igralcih. Tako da seveda fantje, ki so dobivali priložnost, nekateri so igrali več, nekateri malo manj, ampak mislim, da so ustvarili med seboj ekipo, ki je bila dobra, razigrana in tudi te točke so seveda tiste, ki ti dajo neko potrdilo in če zmaguješ, seveda ima vse nek smisel, če izgubljaš, potem ponavadi javnost in vsi so bolj kritični, kar je normalno v športu, ampak mislim, da smo bili uspešni, tako da po moji oceni je treba iti po tej poti naprej. Dušan, lani je bilo za Evropo potrebnih 50 oziroma nekaj več točk, če se ne motim, letos kaže, da bo ta boj še bolj srdit, da jih bo oziroma bi jih znalo biti dovolj šele 60 ali več. Ja, mi smo točkovno uspešni, samo so tudi ekipe, kot so Aluminij in Mura, zelo uspešne in imajo svojo kvaliteto in prvenstvo je še dolgo, tudi Domžale imajo kvaliteto, praktično vse ekipe. Zelo nepredvidljivo je, lahko prideš v serijo porazov, v serijo zmag, zanimivo prvenstvo je, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo in mislim, da je to tudi čar te naše lige. Seveda se da pa vedno bolj in močneje in višje in več, tako da mi se v tem duhu tudi pripravljamo in treniramo. Dušan, nekje sem med prebiranjem statističnih podatkov prebral, da če bi v obzir vzeli druge polčase, bi Celje imelo na računu še 11 točk več, to pa je toliko, kot jih ima vodilna Olimpija. To bo verjetno eno od tem, s katero se bo strokovni štab ukvarjal skozi tale zimski premor. Kako tiste slabe začetke, ki so nam nekajkrat odnesli nekaj točk, popraviti in jih spremeniti v dobre začetke, podobne temule današnjemu? Ja, moramo vedeti, da ekipo Celja nihče ne podcenjuje. Torej, če se Maribor in Olimpija lotita Celja z največjo mero resnosti, potem seveda imamo težave, ker so druge ekipe tudi kvalitetne. Tako da Celja nihče ne podcenjuje, vsi bi rekel, smo glih tam nekje v sredini, kjer vejo, da smo neugodni, če nas pustijo, znamo igrati. Seveda, zdaj ta statistika je odvisno, s katere strani jo gledamo. Meni je to potrdilo, da fantje lahko tečejo, da lahko laufajo, da se ne predajajo do konca. Doskrat smo se vrnili v igro, kljub slabem začetku. Tudi danes bi bila tekma lahko taka, da bi se Sežana lahko vrnila v igro, pa smo imeli kanček sreče in seveda rabiš tudi kanček sreče za uspeh in rezultatsko uspešno
tekmo. Dušan, prihaja zimski premor, ki vključuje tudi prestopni rok. Za ene najbolj zanimivo obdobje tekmovalne sezone, spet za druge zna biti tudi tisto najbolj stresno obdobje. Popolnoma mirni smo, kaj se bo v klubu dogajalo, po kateri poti bo šel klub, bomo v upravi odločili in seveda sledijo analize, sledijo ocene, koliko je bilo to uspešno, kar smo delali, in potem bomo znali tudi kaj več povedati.